Dobro večer, spoštovani gledalke in gledalci. Nocoj ni mogoče govoriti o čem drugem kot o odmevih na ponedeljkove proteste v Mariboru, ki so od prvotnega nezadovoljstva zdaj že skoraj pozabljenimi radarji prerasli v širše gibanje državljanov, ki so, kot je nekdo danes zapisal v medijih, v mariborskem županu Francu Kanglerju prepoznali poosebljenje celotne slovenske politike, s katero niso zadovoljni. V tem trenutku je treba objektivno ugotoviti, da je vprašanj, zakaj se vse to dogaja in kdo v resnici podžiga nezadovoljstvo državljanov, več kot odgovorov. Mi smo v nocojšnjo oddajo povabili tako mariborskega župana Franca Kanglerja kot organizatorje protestov, ki so se na družabnem omrežju Facebook predstavili z geslom Franc Kangler naj odstopi kot župan Maribora. Prvi se je po predhodni potrditvi sodelovanja temu žal odpovedal, do danes pa prav tako nismo prejeli niti odgovorov anonimnih organizatorjev protestov, čeprav smo z njimi vzpostavili stik prek Facebooka, se dopisovali in jim poslali 7 vprašanj, na katera žal nismo prejeli odgovorov. Dokaze za naše ravnanje vidite na zaslonu. Prav tako smo si prizadevali, da bi nocoj v studiu imeli dialog med mestno koalicijo in opozicijo v Mariborskem mestnem svetu, toda strani koalicije do tega trenutka nismo našli nikogar, ki bi bil pripravljen priti v studio in zagovarjati dosedanjo mestno politiko. Tako so z nami nocoj Willi Eisenhut, direktor Urada za komunalo, promet in prostor mestne občine Maribor. Dobro večer, gospod Eisenhut. Matevž Frangež, predsednik mestnega odbora socialnih demokratov v Mariboru, ki ima tudi največjo opozicijsko svetniško skupino v mestnem svetu. Dobro večer. Ter dr. Andrej Fištravec, sociolog, ki bo skušal analizirati sedanje razmere v Mariboru in tudi proteste, ki so v naslednjih dneh napovedani tudi v drugih slovenskih mestih. Dobro večer tudi vam, dobro večer vsem še enkrat. Predlagam, da si najprej ogledamo, tudi mi v studiu in vi, dragi gledalci, in prisluhnemo pogovoru, ki smo ga dopoldne posneli z direktorjem policijske uprave v Mariboru, Danielom Lorbkom, kajti na vsa vprašanja, ki so se porodila ob ukrepih policije v ponedeljek zvečer, v preteklih 2 dneh nismo dobili odgovora, zato smo danes sami poskusili še enkrat. Naša želja je seveda, da stopimo v kontakt z organizatorjem za to, da bo varovanje takšnih shodov, kajti policija po zakonu o javnih zbiranjih varuje tudi tako imenovane neorganizirane shode, da bo to varovanje učinkovitejše oziroma da bo to varovanje potekalo brez posebnosti in da v prihodnosti ne bo prišlo do morebitnih posredovanj policije zaradi tega, ker na drugi strani nimamo organizatorja. Ali je pri teh preiskavah šlo za vašo avtonomno oceno, da je takšna preiskava potrebna in takšno zbiranje informacij, kot ste sami dejali, ali je šlo za naročilo vaših nadrejenih od zgoraj? Ker slišali smo namreč v ponedeljek zvečer ministra Gorenaka v Mariboru, ki je rekel, mi bomo na vsak način odkrili organizatorje. Skratka, on je nekako tudi tem anonimnim organizatorjem pripisal tudi vzroke in spodbujanje k nasilju, za kar pa vsaj v medijih zaenkrat nimamo dokazov. Zanima me, če jih imate vi. Policija mora po zakonu odkrivati prekrške in kazniva dejanja in seveda za takšno naše delo ne rabimo nobenih posebnih usmeritev ministra za notranje zadeve in tudi v tem primeru nobenih takšnih usmeritev ni bilo. Verjamem oziroma vem, da tudi minister ve, kakšna je naloga policije v skladu z zakonom in v tem primeru mi zbiramo obvestila o storitvi prekrškov in kaznivih dejanj v zvezi z tem in če bomo, ko bomo odkrili te kršitelje in pa storilce kaznivih dejanj, seveda bomo zoper njih izvedli tudi ustrezne ukrepe. Kako policija pripravlja oziroma na čem slonijo vaše varnostne ocene, recimo po potrebi in po obsegu intervencij ob tovrstnih protestih? Ker videlo se je v Mariboru v ponedeljek zvečer, da ste bili policisti zelo dobro organizirani, kar najbrž pomeni, da ste tudi predhodno imeli dokaj zanesljive in natančne informacije, koliko ljudi se lahko zbere, kateri objekti so lahko ogroženi in seveda tudi ste očitno sprejeli tudi oceno, da lahko pride do nasilja in nasilnih protestov, torej do primerov, v katerem morate tudi posredovati. Policija ocenjuje tveganje na posameznih javnih zbiranjih, kot seveda tudi drugih dogodkih na podlagi posebnih usmeritev.
Na podlagi tega ocenimo, do kakšnih kršitev bi lahko prišlo na posameznem shodu in seveda na podlagi tega tudi prilagodimo naše delovanje. V konkretnih primerih seveda smo pridobili nekatere podatke in se na podlagi teh podatkov tudi ustrezno organizirali. V zadnjem primeru smo ocenili, da bi lahko prišlo do kršitev na večjih krajih, zato smo tudi tako ustrezno zaprosili za tudi dodatno število policistov za strani drugih policijskih uprav, kot glede na prejšnje dogodke tudi z ograjo nekako zavarovali mestno občino Maribor. Kaj se je spremenilo recimo v letu dni, da policija v primeru študentskih demonstracij v Ljubljani, takrat, ko je bilo razdejano poslopje Državnega zbora Republike Slovenije, kljub izredno nasilnemu vedenju protestnikov in kljub seveda izjemno veliki materialni škodi, ki je ob teh dogodkih nastala, ni intervenirala na način, kot je intervenirala v ponedeljek v Mariboru in tudi včeraj v Ljubljani. Zakaj je bilo ob relativno manjši recimo nevarnosti ali pa tudi manjšem obsegu nasilja bilo potrebno v Mariboru reagirati tako ostro pred letom dni pred Državnim zborom, v Ljubljani pa ne? Sam osebno ne morem komentirati dogodkov, ki so se dogajali v Ljubljani. Kar se tiče pa dogodkov v Mariboru, pa bi želel ponovno poudariti, da je bilo to nasilje, ki se je pričelo izvajati v primeru zadnjega protestnega shoda, seveda tolikšno in se je še stopnjevalo. Prav tako pa so bili tisti, ki so torej to ožje jedro, ki so izvajali to nasilje, tako do policistov kot tudi do mestne občine Maribor, torej samega pročelja mestne občine Maribor, tako intenzivno, da seveda smo jih pozvali, da s tem prenehajo. Ampak v tem kontekstu med temi 32 pridržanimi, ki ste jih pridržali po protestih v ponedeljek zvečer v Mariboru, sodeč po pričevanjih, ki so tudi danes objavljene v medijih, je veliko med njimi bilo recimo temu nedolžnih ljudi, skratka, ki so nekako kot kolateralna škoda pač doživeli to, da so jih privedli in niso imeli kaj veliko opraviti s tem nasiljem, ki je povzročilo tudi vašo reakcijo in vašo intervenco. Koliko ste pa takih, ki so res sodelovali in bili dokazano udeleženi v pač nasilnih dejanjih, zares prijeli, recimo od teh 32? Torej, tudi tukaj bi želel poudariti, ko govorimo o prekrških, seveda so vsi tisti, ki niso upoštevali zakonitega ukaza policista oziroma niso upoštevali ukaza o razpustitvi shoda, seveda takoj v prekršku. V skladu z zakonom o javnih zbiranjih se tisti, ki se kljub zahtevi policije ne odstrani z tega prostora, v prekršku in se mu izda plačilni nalog. In v nekaterih primerih smo plačilne naloge izdali tudi tem ljudem. Kar se pa tiče kaznivih dejanj, napadov na uradno osebo, pa smo prijeli 4 ljudi, zoper katere bomo podali kazenske ovadbe. Seveda pa glede na ves material, ki smo ga zbrali, bomo poskušali ugotoviti še dodatne storilce kaznivih dejanj in zoper njih seveda ukrepati. Gospod Fištravec, kako ste vi videli mariborski ponedeljek? Kam v bistvu pelje sedanje nezadovoljstvo množic in ali prepoznate koga, ki bi se tega nezadovoljstva, če smem tako reči, želel polastiti? Ja, to so zdaj kar 3 vprašanja. Zdaj, kako sem videl ponedeljek, prvo vprašanje, nekje do 15 do 8, do 6, ko sem bil prisoten na trgu, potem sem pa imel državno družboslovje, torej javno prireditev, ki sem jo vodil oziroma pomagal voditi. Se mi je zdelo vse zelo, bi rekel, še v bistvu mirno, glede na to, kar se je potem dogajalo. Ko sem odhajal, sem pa opazil in ko sem danes pogovarjal oziroma te dni pogovarjal z ljudmi, neke zakrinkane ljudi, ki so prihajali, torej ki niso bili na trgu, v kapucah in tako. Potem sem pa že tudi slišal helikopter, ko sem se sedel v avto in ob 6 na poročilih
so te mediji že poročali, da se množica premaknila pred mestno pred mestno hišo. Zdaj, čudno mi je, mislim, marsikaj, dobro, da smo začeli mi o varnostnih stvarih pogovarjati, pa pravzaprav za to niti nihče od nas ni Ne, se tudi specialist. Ne želim, zanima me bolj to nezadovoljstvo množice. Ja, no, eno je, jaz bi rekel, da ne smemo mariborskega protesta generalno oceniti kot nasilnega. 99% prisotnih ni bilo nasilnih. Nasilje se je začelo takrat v trenutku, ko je policija se pač odločila, da bo nasilno prekinila srečanje. Ne razumem, zakaj niso z nasiljem začeli v trenutku, ko so se pojavili provokatorji v prvih vrstah, zakaj niso teh polovili in zakaj niso razvili neke bolj, bi rekel, civiliziranega dialoga z množicami. Ne? Zakaj so se z vsemi prisotnimi obnašali kot z 9000 ali pa 10 000 glavo navijaško skupino Viol, ki je recimo, kjer hitro začnejo padati udarci. Tega ne razumem. Ne razumem, zakaj je potrebno metati solzivec iz helikopterja. Tega absolutno ne razumem. Ne razumem, zakaj mora helikopter v času mirnih demonstracij letati v bližini. Ne razumem. Marsičesa ne razumem in bi bil zelo vesel, da bi se končno naredila neka ne zgolj notranja policijska preiskava, ker ta tak ali tak mora po redu stvari poteka, ampak da se ne tudi zunanja preiskava. Strokovnjakov, ki se na to razumejo. Imamo konec koncev fakulteto za varnostne vede. V tem trenutku morajo strokovnjaki za varnostne zadeve povedati svoje. Pa ne zato, da se bo zdaj iskalo krivce, ampak zdaj se nekaj iz tega naučimo. Kolegi, ki so bili na rizični nogometni tekmi Dinamo Maribor, so govorili v superlativih o tem, kako je hrvaška policija ravnala z navijaško skupino oziroma z navijači NK Maribora. In mislim, da in s tem so tudi pokazali, da se da z večjo količino ljudi tudi ravnati na malo bolj dostojanstven in kulturen način. Ne morem sprejeti tega, da je policija nek slon, ki potem skače okoli, mislim, na slonast način. Tega ne morem verjeti, čeprav se to recimo lahko v tem mariborskem primeru tudi videlo, ker je policija zna biti tudi zelo, bom rekel, preudarna in, bom rekel, strokovna. Ampak vrnimo se temu vprašanju, kot sociologa me je zanimala predvsem vaša ocena tega nezadovoljstva. Kje vi vidite vzroke za nezadovoljstvo in kdo se je pravzaprav zdaj dvignil v Mariboru? To je retorično vprašanje. Zdaj, če grem na začetek, mislim na konec, kdo se je dvignil? Kdo je bil na trgu videl, kdo se je dvignil? Vse generacije. Tu niso bili samo posamezniki. Upokojena gospa pri 70-ih je imela seboj, ne vem, 36 jajc, ki jih ni pripravila za kuho. Torej se je zdelo, da bi nek tak protest bil primeren. Torej vse generacije so bile prisotne. Ko sem prihajal na trg, je ena mamica šla s svojimi 3 otroki, ki so želeli na demonstraciji, pa mamica rekla, ne, gremo domov, in pol leta mali 5-letni je rekel, mami, ampak mi moramo iti povedati županu, da se ne sme krasti. 5-letni otrok. Veste, zdaj, seveda, ulica ne more ugotoviti, če je to res ali ni res. V vsakem primeru pa obstaja, je pač naš župan postal katalizator in simbol nezadovoljstva nad družbo, ki je tudi na protestih v obliki transparentov in izjav protestnikov, ki so jih dajali, že jasno izraženo. Torej ne gre samo za župana, gre za razmere in razmere so kakšne. Ljudje doživljajo, da je ne samo država ukradena, da so družbene dobrine, za katere smo skupaj delali, da so prisvojene na nepravilen način. In to je globoko nezadovoljstvo. Tako da zdaj mislim, da je bolj bilo še vprašanje, kdo stoji zadnji. Če se kdo želi tega nezadovoljstva prilastiti. Tu zdaj lahko vse živo o tem nakladamo. Tukaj tudi sedi gospod Frangeš, ki je baje med temi, ki si skuša te zadeve prilastiti, torej ki stoji v ozadju.
tako je bilo pač javno že povedano, ampak jaz mislim, v takih situacijah se marsikdo lahko prilasti. Ne. Recimo 50 provokatorjev, ki jih nekdo pošlje, si na ta način prilašča. Ampak v osnovi je to protest velike večine ljudi, ki so nezadovoljni nad stanjem in to je treba razumeti in to je treba resno vzeti. Gospod Frangež, na televiziji Maribor smo si zelo prizadevali, da bi nocoj vsaj v tem studiu prišlo do dialoga med predstavniki koalicije in opozicije v mestnem svetu, kajti politične stranke nekako ne morete ubežati pred to veliko odgovornostjo za vse, kar se je in v tem mestu dogajalo in v preteklosti, kar je nekako posledica politik vseh do zdajšnjih vlad in kar se dogaja danes, ko pač ljudje vpijejo, da vsega tega, kar pooseblja slovensko politiko, imajo dovolj. Zato, morda samo za ilustracijo, recimo, ne vem, nisem zasledil, popravite me, če se motim, predsednik vaše stranke, dr. Lukšič, se recimo še ni javno oglasil, čeprav bi recimo lahko pričakovali, da se bodo o protestih izrekle vse politične stranke v državi. To je vprašanje za dr. Lukšiča. Jaz mislim, da je sporočilo protestov zelo jasno. Prvič, da gre za ljudsko gibanje, ki ga ni mogoče instrumentalizirati, ker ni mogoče instrumentalizirati ljudi. Ne. In meni je žal, da si župan predstavlja, da obstaja neka opozicija, neke temne sile, ki lahko množico 10 000 ljudi pritegnejo na Trg svobode, tako kot je on znal instrumentalizirati svojo mestno koalicijo. Jaz mislim, da ljudi pač ni mogoče kupiti. Potrebno se je pogovarjati ne samo o posledicah, ampak tudi o vzrokih. Tukaj soglašam z Andrejem Fištravcem. Prvič, seveda je Franc Kangler na nek način simbol širšega nezadovoljstva, socialne stiske, občutka, da je ukradena država in da so pravzaprav ukradene neke sanje, ki smo jih kot posamezniki in kot skupnost imeli do te države 20 let nazaj, ko smo ustanavljali. Ampak na drugi strani, veste, pa sam skušam te proteste v ponedeljek v Mariboru, pa sem bil tam, na Trgu svobode, v času mirnega in kulturnega protesta. Kot tudi včerajšnje demonstracije pred parlamentom, ne, zanimivo, v ponedeljek sem bil v Mariboru, včeraj sem bil v Ljubljani in zdelo se mi je, da demonstracije pravzaprav sledijo meni. Razumeti tudi kot eno sporočilo tej politiki. Tej politiki, ki hočeš, nočem, tudi sam pripadam. In da, ta politika je postala pretirano samozadostna, svet zase, preveč inertna, premalo občutljiva na signale od zunaj in jaz mislim, da je rezultat tukaj. Seveda pa je zdaj naloga politike, da oceni svoje ravnanja, vsak politik zase, politične stranke zase in politika kot celota. Ker dejstvo je, da če tega premisleka ne bo upravila in utegne biti že prepozno, bo ljudje to politiko zamenjali. In jaz mislim, da imajo to demokratično legitimnost in pravico. No, od protestov, ki so jih pred letom dni pred Državnim zborom v Ljubljani organizirali študenti in vemo, kako velika materialna škoda je takrat nastala, pa vse do protestov v Mariboru in včerajšnjega v Ljubljani se ponavlja zanimiv vzorec. Protesti se začnejo mirno, ljudje povedo svoje, potem pa se z določenim zamikom pojavi majhna skupina, ki izzove nerede. Današnji večer je denimo objavil zelo zanimivo časovnico, iz katere izhaja, da je od začetka mirnega shoda do spopada dela protestnikov s policijo minila 1,5 ure, potem pa je počilo. Prisluhnimo, kaj je na naše vprašanje o tem odgovoril direktor Policijske uprave Maribor. Ali imamo tu opraviti pravzaprav z dvema skupinama organizatorjev? Pravilno ste ugotovili. Vzorec je res zanimiv in vzorec se ponavlja. In to ne samo na takšnih shodih, kot so bili zdaj tukaj, ampak tudi na kakšnih drugih prireditvah. Res je, na samem shodu na Trgu svobode ni bilo nobenih večjih kršitev. Bile so manjše provokacije z kurjenjem različnih predmetov, na katere policija ni reagirala, kljub temu, da vemo, da tudi v skladu z zakonom tudi na shodih seveda je prepovedano prenašati pirotehnične izdelke in podobne stvari, podobne nevarne in ostale nevarne predmete. Zakaj prihaja potem kasneje do seveda te stvari, bomo verjetno najlažje ugotovili, ko bomo prišli oziroma ugotovili organizatorje in seveda njihovo delovanje.
Naša želja je, da bi seveda, ker mislim, da smo za svojimi dejanji pokazali, da mi ne želimo ovirati tudi neorganiziranih shodov, na kateri seveda ne prihaja do kršitev javnega reda. Tudi sam sem bil na Trgu Svobode in ljudje so dejansko spontano prišli, so vzklikali, so imeli transparente, so se pogovarjali med seboj, med njimi sem srečal veliko prijateljev, tudi sorodnikov, in dejansko ni kazalo, da bi se lahko karkoli zgodilo. Ob seveda tistem premiku določene skupine pred mestno občino Maribor, seveda pa so se dokaj hitro pojavile prve petarde, prve bakle in potem seveda se je ta zadeva intenzivirala, tako kot sem že prej opisal. No, kako razumeti to dinamiko protestov? Vi ste, dr. Fištravec, prej na nek način tudi sami opisali svojo lastno izkušnjo, neki zamaskiranci in tako naprej. Marsikomu se seveda ne bi rad razvijal nobenih teorij zarote v tem primeru, ampak vseeno nekako ta vzorec da misliti ljudem, kaj se dogaja. V bistvu, kako neko množico, ki je z legitimno pravico prišla izraziti svoje nezadovoljstvo, v bistvu na nek način dezavuirati, skratka osmešiti s tem, ko nekdo izzove nek nasilni incident, ki si ga pravzaprav nihče, tisti, ki so ob 4:30 prišli v ponedeljek na Trg Svobode, ni želel. Jaz upam, da je policija oddelala svoje delo, ne, in da je te provokatorje polovila oziroma začetnike. Ne. Čeprav vem, da so tudi lovili ljudi, ki so šli recimo iz službe, ne, ki sploh niso bili na trgu, ki niso imeli nič za tem. Ne. Ampak dobro, tu je pač potem dejansko, ne vem, slon pač ni videl miške, ali pa kak bi se temu reklo. Recimo, kolateralna škoda, rečejo temu, čeprav cinično zveni v današnjih časih. Ne vem, zdaj se v to jaz ne bi mogel spuščati, pa ne bi, mislim, delati nekih zaključkov. Ne. Mislim pa, da če se vzorec ponavlja, da bi ga bilo treba raziskati. Vem, da na demonstracijah, to mislim, da 2010 pred parlamentom, študentskih demonstracijah, ko so letele jajce pa kocke v parlamentu. To je dobro leto pa pol v bistvu. Ja, ne, takrat je študentska organizacija že vnaprej javila kot organizator, ne, da so na trgu nezabetonirane kocke in da naj pač upravljalec oziroma lastnik to naredi, pa se to ni naredilo. Ne. Sami so bili, je študentska organizacija bila zainteresirana, da se z imeni in priimki ugotovi, kdo je metal kocke in celo molotovka je letela. Ne. No, ampak se to ni do konca speljalo. Ne vem, zakaj se ni do konca speljalo. Tudi ne vem, zakaj se, recimo, če se varujejo objekti visokega rizika, ne, zakaj se postavljajo ograje tako blizu, da je sploh možno kaj tja vreči. Zdaj po zdravi pameti bi rekel, da se ograja pač postavi tam, da si ti odmakne tudi do simbola, ki ga želiš eventualno poškodovati ali pa se nad njim znesti. Torej, malo bolj fino, pa malo več, ne vem, kako bi se temu reklo, premisleka, tudi take stvari načrtovati pa delati. Ampak kot rečeno, to je varnostno področje, s katerim bi se morali varnostni strokovnjaki in predlagam, da magari naredite tu kakšno pogovor na to temo. To je tudi politično vprašanje. Ne pozabimo, policija je sicer neodvisen organ in mora biti neodvisen organ in tudi to je vprašanje, ali je imela politična navodila, ali so bile posebne usmeritve, ki jih je omenjal direktor policijske uprave, tudi kakšna navodila iz višjih položajev. Ampak pogledajte, nad tem neodvisnim organom bdi parlamentarni nadzor nad delom policije. Bdi javni nadzor. In mi moramo seveda ob vprašanjih, ki se v primeru mariborskih, pa tudi včerajšnjih protestov v Ljubljani, legitimno sprožajo, vendarle najti, bom rekel, ustrezne in prepričljive odgovore. Ti morajo biti seveda strokovni in ne politični. In v tem pogledu se mi zdi, da je pomembno, da omenim, da znotraj poslanske skupine Socialnih demokratov pripravljamo gradivo za zahtevo za sklic seje odbora za notranjo politiko z navedbo vprašanj, na katere pričakujemo prepričljive odgovore policije in pristojnega ministra. Jaz pa moram dejati, da Ja, samo tu lahko očitajo, da spet gre, bom rekel, za politično prerekanje. Ne gre za politično prerekanje, gre za institut parlamentarnega nadzora nad delom policije. Povejte mi, v državi prihaja do nasilja
In v taki situaciji se mora sestati pristojno telo slovenskega parlamenta. Ker to ni nasilje, ki je strogo omejeno. To je nasilje, ki bi ga bilo mogoče omejiti z usmerjeno akcijo policije na konkretne izgrednike, ne pa na izgrednike, torej ne pa na protestnike kot celoto. Zato je seveda to tudi vprašanje, ki mora biti del političnega diskurza. In samo to še omenim. Vrsta pričevanj na socialnih omrežjih, vrsta posnetkov na YouTubu pokaže podobne slike, kot ste jih malo prej prikazovali. In iz katerih sam kot nekdo, ki se na delo policije ne spoznam, vendarle uspem zaključiti to, da je zelo verjetno prišlo do prekomerne uporabe policijskih sredstev. In da bi se dalo situacijo umiriti na učinkovitejši način, tudi zato, ker 10 000 protestnikov tja ni prišlo zaradi nasilja. Prišlo je zaradi legitimnega, mirnega, demokratičnega sporočila upora. No, in samo tu na kratko, rekel, zaradi te socialne slike, dr. Fištrec, je eno zanimivo vprašanje. In Tone Partlič in Aco Prosnik, ki sta nekako bila prva zaprošena in sta bila prva nekako tudi nacionalni televiziji pri roki za oceno tega nezadovoljstva, sta v 2 primerih upozorila, nikar bilo bi silno nevarno, če bi, ne vem, te ljudi imeli samo za neke hudodelce, drhal. Skratka, gre za globoko nezadovoljstvo, ki ga je treba razumeti. Ali ga nosilci javnih funkcij razumejo? Ja, mislim, da ga slabo razumejo. Zdaj, kaj se bo zgodilo v dnevu, časa ni dosti. Časa ni dosti, ker družbena anomija, torej breznormno družbeno delovanje je na pohodu in zato so ljudje zrevoltirani. Ne? In zdaj, če se bo še na takšnih protestih, kjer se izraža to nezadovoljstvo, dogajale recimo taki tipi provokacij, ali pa če zdaj celo policija govori o tem, da se nekako zaveda, da bi lahko obstajali dvojni organizatorji, ne? Torej organizatorji mirnih protestov in organizatorji nasilnih protestov, potem se pa lahko država zelo hitro znajde v kaosu. Ne? In veste, v kaosu pa nič ni več na svojem mestu. Ne? Tudi fizično ni več na svojem mestu. Ne? In tako da koalicija in opozicija, lokalna in državna, mora to preklemansko resno vzeti. Ne? In jaz bi svetoval županu, ki je bil izvoljen, mariborskemu županu, ki je bil izvoljen zaradi tudi sloganom, da je srcem za Maribor, da ravno v imenu tega srca čim prej odstopi in omogoči, da se stvari v Mariboru normalizirajo. To ne pomeni, da priznava kakršnokoli krivdo, ker krivda se na tak način ne priznava. Krivda se priznava na sodišču oziroma dokazuje na sodišču. Ne? Ampak gre preprosto za to, da se morajo nujno stvari umiriti in da mora javnost videti, da se nekaj premika. Ampak to je samo en del zgodbe. Ne? Drugi del zgodbe je mogoče od tega trga oddaljen 150 ali pa 200 metrov, ki se reče ene butičnik, drugi ali pa tretji butičnik nove KBM. Ne? In tako imenovane slabitve v portfelju nove KBM. Prosim vas lepo. To je tehnični izraz za to, da je banka dala denar, ki ga ne bo več nazaj dobila ali pa ga v veliki meri ne bo nazaj dobila. In to je cirka ena tretjina ali pa 1/4 slovenskega denarja, ki ga bo treba zdaj slabiti. Ne? In to ljudje vidijo, pa vse javnost ni na glavo padla. Vse ja vemo, zakaj se gre v vsakdanjem življenju. Gre se za organizacijo dobrin in življenja s pomočjo dobrin. Ne? In enostavno javnost sporoča, divja privatizacija, tajkunizacija ne pride v poštev. Nočemo takega kapitalizma. Šli smo v demokracijo in tudi v kapitalistični družbeni red, vendar ne v takšen kapitalizem, mogoče tudi drugačen kapitalizem. In ti kapitalizmi drugačni obstajajo. Hvala vam, rekel, zlasti za to zadnjo analizo. Zdaj se bomo seveda gospod Eisenhuta, ki je potrpežljivo čakal, da pride na vrsto, seveda morali vprašati, kaj se bo seveda po vsem tem zgodilo s temi, recimo temu, rekel, nesrečnimi ali zelo glasnimi radarji. Namreč pa rad bi, da seveda nihče ne misli, spoštovani gledalke in gledalci, da skušamo zamenjati temo. Namreč sedanja mestna oblast v našem imenu in za naš denar prevzema te obveznosti iz javno-zasebnega partnerstva, o katerem govorimo. Zato je še kako pomembno, kaj bo s temi radarji in ali jih bomo na koncu plačali, pa nič od njih imeli. In seveda o marsičem drugem bomo še v nadaljevanju spregovorili, ampak gospod Eisenhut, morda za začetek ta vaš strokovni komentar.
No, žal je tema radarji toliko stigmatizirana, da je vprašanje, če sploh kakšna tehnična obrazložitev je v taki fazi, da bi ljudje bili pripravljeni poslušati. Rad bi pa vseeno omenil, da ti sami radarji so ena od točk procesa, ki smo ga začeli pravzaprav planirati nekje v letu 2008, ko je Mestna občina Maribor sodelovala v evropskem projektu, kako civilne iniciative pomagajo v družbi ustvarjati in delati pogoje za trajnostno mobilnost. Imeli smo možnost sodelovati z 14 evropskimi mesti, bili smo na kar nekaj tako imenovanih učnih delavnicah, videli primere reševanja prometnih zagat v mestu z krmiljenjem prometa v Štokholmu, Londonu, Frankfurtu. To so bila 3 tista mesta, ki so nam pravzaprav prinesla največ teh pozitivnih točk in pogledov, kaj bi mi v Mariboru želeli. Žal je potem po letu 2009 nastal drug problem, da ni bilo možno več zagotavljati finančnih virov, ki bi omogočili, da lahko to speljemo sami, in smo se tudi po priložnostih in idejah pa modelih, ki so v tujini bili izvedeni, odločili, da poskusimo z javno-zasebnim partnerstvom, ki smo ga, to rečem z vso odgovornostjo, izvedli na transparenten način. Dali smo vso dokumentacijo, ki je bila v tem projektu izvedena, gre za 997 listov ali 83 dokumentov vsem inštitucijam, ki so to od nas želele. Vemo, da je bilo cel kup prijav od raznih skupin, ljudi, posameznikov, tudi političnih strank, in tudi sami smo prosili pa zahtevali, da se na državnem nivoju tisti organi, ki to presojajo, odzovejo in da čim prej pridejo do pregleda tega. In v tem kontekstu bi rad povedal, da me zelo žalosti, da je včeraj v oddaji Tarča bila izrečena ena zelo velika neresnica, da ne rečem laž, ko je predstavnik Ministrstva za finance povedal, da smo komaj septembra predali pogodbo, pri tem pa zamolčal, pa ne vem zaradi čega, da je 10. februarja 2012 bil tja posredovan kompleten set pogodbe in da imamo tudi podpisano vročilnico, da so to dobili, in zakaj širijo potem take neresnice, mi ni jasno. Pa ostanemo pri radarjih. Sam sistem vodenja prometa v Mariboru zahteva nekatere iztočnice ali, če hočete, elemente, po katerih se da sistem prometa nastaviti. In radar je eno od tistih sredstev, ki smo ga imeli tudi že predtem. Postavljali smo te tako imenovane kontrolne radarje, ko vam na displeju pokaže, vi vozite in pokaže hitrost. In mi enostavno potrebujemo te feedback informacije, da lahko nastavimo sisteme, da se lahko urejo zeleni vali, da se lahko nastavi avtomatski nadzor prometa, da se lahko nastavijo sistemi, ki so za posamezne dogodke, kot je nogometna tekma, festival Lent, posebni primeri, če so kakšne poškodbe na cestišču, da lahko preusmerjaš promet. Rabimo hitrost, ki mora biti v takih mejah, kjer se lahko regulira promet. In res je, radar je represivni model, ki kaznuje voznike, ki vozijo izven predpisov, izven postavljene prometne signalizacije. Mi pa potrebujemo, če vzamemo primer Ptujske ceste, kjer je hitrost omejena na 70 km/h, v nekem koridoru, rečemo tam do 75 km/h, kjer se da nastaviti potem sistem zelenega vala, da pridejo vsi v eni potezi skozi. Je pa ta drugi del, ki je tako imenovani prekrškovni model, ki je z 2 točki obsedal, ena je bila hitrost, druga pa rdeča luč. Od te druge točke smo sami z zasebnim partnerjem odstopili, zato ker so se pojavljali dileme, kdo je zakaj pristojen, ni zakonskega določila, pa smo rekli, tega ne bomo upoštevali. Hitrost pa omogoča tudi lokalni skupnosti, ki ima redarsko službo. Od leta 2006 so redarji izenačeni s policisti na nivoju lokalne skupnosti, da lahko te globe pobira sama. In mi smo si v tem modelu javno-zasebnega partnerstva pač postavili model, da se iz teh glob tudi financira sistem, ker tega denarja za obnovo sistema žal v teh časih ne bi lokalna skupnost imela na razpolago. In lahko razpravljamo o tem, koliko procentov dobi kdo. Bilo je 10-letno partnerstvo, v pogodbi so tudi zapisani elementi, da če bi se partner izplačal prej, da se ugotovi novo stanje in se mu priznavajo stroški, ki so, ne smemo pozabiti, da je zasebni partner prevzel tudi obveznost vzdrževanja semaforskega sistema in bomo te stroške pa delovanje tega kontrolnega dela ali, če hočete, krmilne sobe, kjer bi se promet usmerjal, priznali in ne bi bil več procent taki, ko je pač zdaj na začetku. Normalno pa je, da je to model, ki ga pozna ves svet in je v Evropi bil večkrat upoštevan. V Sloveniji se pa v zadnjem času sproža prava gonja proti temu in zdaj so vsa javno-zasebna partnerstva napačna, ali zgradiš vrtec, šolo
ali kak infrastrukturni objekt, vsi iščejo neke napake. Mislim, da je prav, da se državni organi, ki so za to pristojni, enkrat odzovejo in ugotovijo, potem pa, glede na to, da imamo med nami tudi državnozborskega poslanca, potem pa mora iti v proceduro na državi, da se ta zakon spremeni in da se zadeve uredijo. Če ravno smatram, da po procesu, ki smo ga mi vodili, je bil transparenten, odprt in po tistem, koliko jaz poznam zadeve v lokalni skupnosti, delam 12 leto, nismo naredili dobene proceduralne napake. Še manj pa od tega, da bi rekel nekdo, da smo izvajali kazniva dejanja, pa vključuje župana in vse živo, kar se mi zdi nekorektno, ker v tem postopku pa župan res ni sodeloval. To je res, ampak imam še dve vprašanje za vas, ampak moram gledalcem povedati, o radarjih smo spraševali tudi direktorja policijske uprave Danijela Lorca, zato prisluhnimo še tretjič njegovi razlagi. Mislim, da je en zanimiva podrobnost v tistem, kar je odgovoril. Policija ni bila vključena v pripravo oziroma v lokacije teh radarjev, oziroma sploh ni bila seznanjena, da se bo to zgodilo, seveda dokler se ni zadeva začela pojavljati v javnosti. Mestna občina Maribor nas je komaj prejšnji teden zaprosila za naše mnenje oziroma zahtevala podatke o lokacijah, kjer prihaja do največ kršitev, do največ prometnih nesreč in mi smo jim te podatke posredovali. Kar se pa tiče same postavitve radarjev, predvsem ko govorimo o hitrosti, seveda postavitev radarjev v križiščih zaradi hitrosti ni najbolj posrečen ukrep, ker radarji oziroma problem hitrosti ali pa radarje zaradi hitrosti postavljamo tam, kjer z drugimi ukrepi ne moremo zagotoviti omejevanja hitrosti. To so, torej, drugi ukrepi so seveda tudi križišča, krožišča, tako imenovane ovire, cestne ovire in podobno, šikane. Tako da se radarji postavljajo predvsem tam, kjer s temi ukrepi ne moremo. In pa tam, kjer seveda bi želeli čim dalj čas oziroma čim daljši učinek umirjanja hitrosti. To so pa poleg lokacij, kjer teh ukrepov ne moremo izvesti, predvsem lokacije, kjer je ta intenziteta prehajanja preko ceste in pa seveda samega mirujočega prometa višja. Govorim predvsem o šolah, vrtcih in podobnih lokacijah, kjer prihaja tudi do nekih večjih, torej kjer lahko pride do hujših posledic zaradi tega. No, kako komentirate to? Ja, predvsem tisto podrobnost, da ste šele pred enim tednom zaprosili za njih tudi za mnenje, kje bi bilo treba radarje postaviti. No, jaz bi želel, da se ta vprašanje, ki smo ga postavili v policijski upravi, pa odgovor celovito obravnava. Mi smo namreč potem, ko so bili, rečemo temu, protesti glede na postavitev radarjev in so nam sugerirali postaviti jih rajši pred šole in vrtce, smo zaprosili policijo, ali je na področju tistih šol, kjer ni dobenih ostalih elementov za umiranje prometa, še kje je nevarna točka, da bi policija zaznala, pa nam sporoči, kajti mi imamo dve inštituciji, ki sta povezani s civilno družbo. Ena je Svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu, druga je pa Varnostni sosvet, kjer sodelujejo tako policisti kot javnost in dobivamo povratne informacije. Na osnovi tega smo že skoraj pred vsemi vrtci in osnovnimi šolami postavili tudi druge elemente, imenujemo jih hitrostne ovire, ki omogočajo, da se pač na teh delih ne more voziti prehitro. In radarji, kot je povedal, jaz s tem se pa strinjam, da so ena od tistih elementov, ki potem na nevarnih točkah to povzročijo. In če bi pogledali naše podatke za 3-letno obdobje nazaj, ko smo merili hitrost z našimi radarji, z sistemom Vi vozite, bi videli pa, če gor postavite masko z točkami, kjer stojijo radarji, da je večina teh cest, kjer je bila prevelika hitrost, sedaj s temi radarji opremljena. To, da stojijo pred križišči ali za križišči, je pa, rečemo temu, bil neprimeren komentar. Zato, ker povedal sem, zakaj so radarji ena od točk sistema za krmiljenje prometa in če mi na eni strani hočemo ugotavljati, povedal sem prej, da je bil sistem narejen za dva načina meritve, tako rdeča luč kot hitrost. Ja, rdečo luč lahko kontroliraš oziroma meriš samo za križiščem, ne moreš je nekaj sredi polja. Ker je bil pa očitek tudi, da nekateri radarji stojijo izven teh področji, je res, primer je Puhova cesta, ki je nova,
to je vzhodna vpadnica v Maribor. Tam smo postavili radar za to, da tudi tam dobimo, glede na to, da so 3 semaforizirana križišča do izvoza z avtocestov, tudi tam potrebujemo elemente pa podatke, koliko je hitrost, da se lahko prometni režim nastavi. Dobro, vse drugo morajo raziskati drugi. Hvala vam za ta strokovna pojasnila. Gospod Frangež, del, bom rekel, izvajanja gospoda Eisenhuta se je nanašal v bistvu tudi na odgovornost državnega zbora in regulative. Včeraj v oddaji Tarča so nekako predsednik Računskega sodišča, predstavnik finančnega ministra in drugi sklenili, da to področje, recimo kaznovanja za prekrške, ne bi smelo biti predmet javno-zasebnega partnerstva. Pol pa bom rekel, cela ta ideja, ki je zdaj sicer na neki zakoniti rešitvi postavljena v Mariboru, v celoti pade pa ne samo v Mariboru, ampak povsod po Sloveniji. Poglejte, to trdimo od samega začetka. Gospod Eisenhut sedaj poziva k izboljšanju zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Ne, gospod Eisenhut. Zakon, to ste prej rekli, da imamo tukaj poslanca, ki naj poskrbi za boljšo zakonodajo. Ne, to ne mi polaga besede, ki jih nisem izjavil. Ta zakon je treba spoštovati. In mestna občina Maribor ga v primeru postopka za postavitev radarjev in sklenitev javno-zasebno partnerstva ni spoštovala. Tako kot ni spoštovala vrste drugih prisilnih predpisov, ki jih lokalna skupnost mora spoštovati. 4 bistvene kršitve postopka smo ugotovili, na tem utemeljili prijavo 3 institucijam, Računskemu sodišču, Protikorupcijski komisiji in Ministrstvu za finance kot skrbniku teh javno-zasebnih partnerstev in 2 od teh institucij sta reagirali. Protikorupcijska komisija je ugotovila, da obstaja utemeljen sum in zato uvedla postopek. Ministrstvo za finance pa je v dopisu iz prejšnjega tedna praktično vsem 4 in eni dodatni ugotovitvi prijavitelja, torej nas, tudi ugodilo. Projekt je nezakonit in jaz ves čas govorim, da bomo radarje premagali po pravni poti. Ampak v tej zgodbi več ne gre samo za radarje. Radarji so bili simbolna točka, po kateri so ljudje začutili, da nekdo zaradi interesa zasebnega kapitala sega ljudem v tej socialni stiski v mestu v njihove denarnice. Zdaj pa smo bili potem soočeni z vehemenco in ignoranco, izvolitvijo torej mariborskega župana za državnega svetnika, popolnim ignoriranjem mnenja ljudi in seveda to je pripeljalo do točke, kjer smo danes. Ampak jaz se oglašam, dragi moji, potrebno je umiriti situacijo. Mi smo ves čas želeli to razpravo voditi v okviru institucij. Predlagali smo razpravo na mestnem svetu. Mestna koalicija je gladko zavrnila. Danes je bila sklicana dopisna seja mestnega sveta, ker si mestni svet ne upa sestati. Dragi moji, kam smo prišli? Če ne bojo institucije obravnavali vprašanj družbenih konfliktov, jih bo reševala ulica. Ampak to je odgovornost tistih, ki onemogočajo demokratično razpravo. In se oglašam z mnenjem dr. Fištrovca, ključ do rešitve in umiritve situacije ima en človek. En človek. In to je Franc Kangler. No, jaz bi samo to, da bi rekel, da zaključimo radare. Ne? Gospod Frangež, lahko imate prav, lahko tudi nimate. Ne? Zato mislim, da je prav, da inštitucije, ki so za to pristojne, naj pregledajo dokumentacijo in sodbe dajati pred tem, pa mislim, da je malo nekorektno. Počakamo še malo. Jaz imam svoje utemeljeno prepričanje. Na podlagi tega utemeljenega prepričanja sem tudi začel postopke. In bojim se, da imam prav, gospod Eisenhut. Ja, me pa skrbi, če ste tudi vse ostale postopke v mestni občini v primeru mnogih drugih projektov vodili na enak način. Ker to so, veste, relativno rutinske zadeve, ki bi jih mestna uprava pa za vraga morala poznati. In da ste pri tako očitnih kršitvah delali tako velike napake, to me resno skrbi. No, veste, tisto potikanje, ostali projekti, pa mislim, da nekorektno na tem mestu. Da. Je presumpcija, je ugibanje, soglašam. To je ugibanje, ampak dajmo zaključiti z nečim drugim, ker mislim, da je tudi v tem trenutku pomembno. Recimo, dr. Fišter je sociolog, vaš kolega, dr. Frane Adam, letošnji sociolog, letošnji Zoisov nagrajenec za dosežke v znanosti, je včeraj za časopise izjavil, da se po njegovem mnenju protesti ne bodo razširili dlje kot iz Maribora. Vemo, da je bila včeraj Ljubljana, vemo, da so napovedani protesti v Celju, Kranju, Murski Soboti, danes je bil en manjši v Hudem Nalivu, celo na Jesenicah. Ali razumemo, ali vemo, kaj se dogaja, ali sploh znamo predvideti nadaljni razvoj dogodkov? Mogoče je bila napoved zelo znanstvena, ne? Ampak s tem je pač pokazal kolega Adam, kako je znanost in sociologija omejena v napovedovanju. Ne? Znanost v glavnem gleda nazaj in interpretira za nazaj. Ne? Za naprej zelo težko. Mogoče je pač na ta način v imenu znanosti hotel povedati neko svojo željo ali so, ne vem, kako so ga zdaj točno navedli, kaj se točno je povedal. Ne? Če Slovenija doživi
takšne proteste in tudi takšno obračunavanje s protestniki, kot smo doživeli v Mariboru, potem bo v Sloveniji zavladal kaos, ker ne vemo, kaj bo potem, kakšna bo Slovenija potem. In mislim, da se je treba tega zavedati in zelo resno ukrepati in se ne hecati. Ne? In vsak naj naredi tisto, kar je nekaj pomembnega. Ne? In zato zopet pozivam mojega župana. Ne zato, ker je kriv, ampak zato, da prispeva k ustvarjanju razmer, da bomo lahko začeli normalno funkcionirati tukaj. Če je še sploh, če ni že čas pobegnil, če že ni prepozno. Upajmo, da ni. Hvala vam seveda vsem trem za sodelovanje v nocojšnji oddaji. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala, da ste nas spremljali. Mi bomo vedno na vaši strani, čeprav del politike meni, da na RTV Slovenija s poročanjem o protestih v Mariboru in drugih krajih razširjamo sovražni govor, ker pač prenašamo tudi vsa tista ostra stališča in grobe besede, ki jih ljudje izrekajo na račun politikov. Novinarji smo zavezani nepristranskemu poročanju in verodostojnosti, zato našega vsakdana ne smemo in ne moremo polepšati. Zato ste državljani na svobodnih in neposrednih volitvah izvolili druge, ki jim vsak dan v naših oddajah namenjamo, roko na srce, veliko programskega časa in prostora, ker nam ne more biti vseeno, kako upravljajo našo državo. Želimo vam lep večer in nasvidenje.